Prva nedeljska tekma je potekala v Novem mestu, Krka je doma pričakala nogometaše Gorice. Potem, ko so Goričani bili v slabi seriji, pa so vendarle zmagali na zadnjih dveh tekmah. Najprej so presenetili Ljubljančane, potem pa še zabeležili zmago doma proti Rudarju z 1-0. Po žogi pred vrata je bil sam pred golom, tokrat Eleke, ampak na pravem mestu vratar Krke. Prosti strel Ejupa, dobro je meril Ejup in odbita žoga je končala v avtu za Novomeščane. Velika priložnost za Krko, tole je bila priložnost za domačega nogometaša Kostanška, ki je meril nekoliko previsoko. Potem pa še ena kombinacija Gorice in priložnost za Elekeja. Na pravem mestu je bil Barukčič, ki je tokrat zamenjal kaznovanega Mitrovića. Prosti udarec za Cvijanovića, odbita žoga proti Arčonu, ki pa je tokrat zgrešil vrata Krke. Še napad za domače, Velbek je meril natančno, ampak malenkost mimo gola in zapravil še eno novomeško priložnost. Še ena velika kombinacija in velika priložnost za Severno Primorce. Sam pred vrati je bil še enkrat Arčon, Barukčič pa je odšel iz tega dvoboja kot nov zmagovalec. V zaključku dvoboja še rumeni karton za Johnsona, v zaključku prvega polčasa, to je bil že njegov drugi, in posledično rdeči karton za nogometaša Gorice. Gostje so ostali samo z 10 nogometaši, potem ko so imeli kar nekaj izjemnih priložnosti v tem prvem polčasu. Drugi del in še naprej je bilo živahno, tole je že priložnost za Krko, žoga nekaj centimetrov mimo, skoraj avtogol, poskušal pa je Filip Dangubić. Še enkrat Velbek, močno, nekoliko premalo natančno. In nov napad za Novomeščane, ki so bili potem, ko so imeli igralca več, nekoliko podjetnejši. Nasprotnik Sorčan je obranil strel Marinu Periču. Vučkič na drugi vratnici je bil za nekaj centimetrov prekratek in je zgrešil. Velika priložnost za Gorico, to je bila priložnost Elekeja, Collins pa je tokrat uspel izbiti iz goleve črte. Ostalo je pri začetnem rezultatu. Tole pa je že gol za 1-0, zadel je Erik Gliha, kot pred vrata, in Gliha je skočil najviše ter premagal Sorčana za 1-0. Lepa žoga pred vrata, najspretnejši pa Erik Gliha, ki je poskrbel za zmago in 3 točke v korist domačih nogometašev. Ja, mogoče res to pomagalo. Je res, današnja tekma je bila, šli smo v tekmo malo boježljivo, z preveč napakam, tako da je imela Gorica kar nekaj lepih priložnosti že na začetku tekme. Ampak potem smo nekako konsolidirali vrste, prihajali mi do šans. Mislim, da je bilo pa danes pol prevaga izključitev že v prvem polčasu Johnsona in drug polčas smo nekako nadzorovali tekmo, imeli kup priložnosti. Gorica je bila nevarna s svojimi individualnimi igralci, ki imajo res kvaliteto. In enkrat ti sreča obrne, enkrat ti sreča da, danes nam je dalo, zadeli smo v pravem trenutku. Škoda je, ker po prikazanem si nismo zaslužili tega. Mislim, da bi mogli biti prvi polčas 4-1, 5-1. Vendar nekako potem z igralcem manj, ker mislim, da ni bilo kriterijev enak za obe strani, so v bistvu po tem rdečem kartonu bili prisiljeni v več branjenja, kar smo tudi dobro delali. Imeli smo tudi mi nekaj priložnosti na kontranapade, na koncu pa Krka je srečno zadela z tega odbitka in smo izgubili tekmo, ker v bistvu ne bi smeli po prikazanem. Imeli smo dosti smole danes in upam, da se bo obrnilo naslednjo tekmo v nam prid.